Hvaležno pozdravljeni, moram vam povedati, da jaz imam en tak strašen dober dogovor z vsemi mrčesi, z vsemi možnimi komarji, da ne boste verjeli. Ko sem bila otrok, so me izjemno pikali. Pa sem jaz enega dneva rekla, ko sem bila najstnica, sem rekla, ok, komarji, zdaj pa tako, dajmo mi narediti en pakt. Jaz pustim na miru vse živali tega sveta, dajte vi tudi mene pustiti na miru. In od takrat naprej, kjerkoli sem, tudi na potovanjih v zelo eksotičnih krajih, mene komarji pustijo pri miru. Nekaj fotografij boste tudi videli iz različnih potovanj, ki kažejo na to, da se redno in za kar nekaj časa izpostavljam vsem možnostim, da me popikajo različne zadeve, takšne in drugačne, in tale trenutek trkam na les, kajti dejansko nimam s tem težav. Se pa zavedam, da imajo s tem morda težave drugi. In veste kaj? Danes boste lahko spoznali kar nekaj različnih receptov, kako sami sebe zaščititi in kako si narediti tak naravni repelent. Še pred tem pa imam za vas eno obvestilo oziroma bi vam rada izdala eno skrivnost. Sami veste, da je pred kratkim izšla knjiga Kako živeti v obilju, kjer s praktičnimi energijskimi tehnikami vstopate v tisto osebno in finančno svobodo. In ko je prišla na plan ta knjiga, še pred tem, preden je izšla, sem se pravzaprav odločila, da temu še bolj konkretno in korenito sledim tudi sama in sem si postavila vprašanje, kaj je tisto, kar si resnično želim. In kar si resnično želim je, da grem na pot okoli sveta. V 2-3 mesecih, na različne kontinente, tam, kjer mi srce poželi in da grem tam, kamor želim, in to je obilje, vsaj zame, za vas pa je lahko nekaj drugega. In to željo si uresničujem letos. Tako da odhajam v začetku avgusta, prihajam nazaj oktobra in novembra, znova začnemo snemanjem. Boste pa v tem času vseeno lahko spremljali sveže oddaje Klepet ob kavi, tako da brez skrbi, kar se tega tiče. In to je obilje, kot ga živim jaz. In obilje vsega lepega in naravnega vam želi tudi Tanja Sluga, ki je v naši družbi. Pozdravljena. In evo, kaj bomo pripravili danes? Nekaj, da se malo zaščitimo pred temi komarji, ampak ne, da se škropimo s kemijo. Ne. Naredili bomo popolnoma naraven, preprost in ekološki repelent, ki ga lahko uporabljamo proti komarjem, tudi kadar gremo v gozd proti klopom in vsem ostalim nezaželjenim žuželkicam, ki hodijo po nas. Tako da jaz bi najprej za začetek, Jasmina, povedala, da se lahko doma v poletnem času, ko sedimo na terasi, imamo lahko prisotni zelišča, ki so prav tako repelenti oziroma odganjavci neželenih insektov. Tole je naša sivka. A res cveti? To je sivka, ja. Ok, malo me je zmedla. Tako. V tem trenutku cveti, to je enoletnica, kar pomeni, da bo šele začela s proizvodnjo svojega eteričnega olja. Potem imava tukaj citronelo. Citronela. Citronela je tudi znana kot en izjemno dober repelent proti žuželkam. Na koncu pa imava tudi maroško meto. Jaz to vse pojem, veš? Lahko. To pa je maroška meta. Kako diši. Ja, res. Gledalkam in gledalcem priporočam, da si jo dajo v dom. Tako da začeli sva s tem, kako si lahko pomagaš z preprostimi rastlinami v samem prostoru. Nadaljevali bova v poletnem času. Je zelo preprost, vendar učinkovit repelent, ki ga lahko pripravljamo. Alo, jaz dokončam. Povej. To, da jeste samo iz rumenih posod. Samo iz rumenih posod, ker komarji so alergični na rumeno barvo. A je res? Bravo. Dej, ne, res? Rumena barva je živa barva in zato odganja še dodatno mrčes. A to se zdaj norca delava? Kaj sem si smisla? Ne. Ne delava se norca, ampak žive barve nasplošno odganjajo posebej mrčes stran. Ale, celo trofla sem. Celo trofla si, ja, vidiš. Dodali bova v naš pripravek
limeto. Citruse, se pravi, citrus je repelent, tudi odganjalec raznih mrčesov, od muh, komarjev, vsega ostalega. Nekje 10 koščkov narežemo in damo v posodico. Potem smo tukaj naredili... Rumene barve. Tako, rumene barve, zelene, rumene barve. Potem smo tukaj narezali tudi limono in jo prav tako damo v posodo, v rumeno posodo, na kar dodamo tudi 2 vejici čisto svežega rožmarina. Zdaj mi je pa že malo bolj jasno, kaj delava. Mi dve delava kao neko poletno dekoracijo, ki v bistvu odganja... To je to, ne? To je to. Bravo. Lepo, lično in dišeče, da dol padeš. Na kar tole segrejemo vodo, oziroma prevremo vodo in to prevreto vodo natočimo v te naše surovine, ki smo jih dali notri. Prevreto vodo. Prevreto vodo damo na te surovine. Kada bi čaj delali, nek limonadski. Kot neka limonada čaj, vendar ko je prevreta voda, bojo te esence še močnejše. Na kar bova v to prevreto vodo dodali še 20 kapljic limonske trave. A je treba biti natančen? Zelo. Res? Namreč to postavimo na okenska predela. Ta repelent, ki ga pripravljamo, je domači repelent in se ga postavi na okenski predel. In ker ko para buhti, odganja mrčes, da vstopi v naš prostor. A mi zaupaš? Zaupam ti. Pa si zihar? Ker jaz si ne zaupam, da bom Sem zihar. Tukaj lahko damo tudi, ni potrebno 20, lahko je tudi kakšna kapljica več, ker ga uporabljamo za prostor. To moramo povedati gledalcem in gledalkam. 20, mogoče 21 pa pol, ampak... Jasmina, zdaj pa prosim te lepo, samo povonjaj to zadevico, ki smo jo pripravile. Preprosta, ekološka, naravna, osveži prostor, limona deluje tudi kot poživilo za pozitivno energijo. Tole moram kameri pokazati. Ne samo kot repelent, ampak tudi kot izjemna domača dišava prostora. Lej, to, njami, res grozen fajn zgleda, ti povem. Super, odlično. Jasmina, in v take male posodice lahko pripravimo pripravke, za poparjeno vodo prelijemo vse surovine in jih postavimo na okenske police. In ker je limonska trava znana, da jo žuželke pravzaprav ne marajo, nimajo tako rade, bomo odganjali iz prostorov vstop v prostore žuželkam. Veš, koliko je meni fajn, da ti poveš nam take stvari? Zaradi tega, ker lahko pršparamo pri tistih zadevah, res je. Res brez veze dajemo denar iz denarnice, a ne? Tako. In imamo pol za bolj kvalitetne stvari. Res je. In to je super, odlično. Poleg tega pa v bistvu uporabljamo, se pravi, naravna, ekološka eterična olja, kar dejansko poskrbi tudi za našo notranjost, da ne zaužijemo kemikalij, vendar naravne stvari, ki tudi pripomorejo k zdravju, dobremu počutju. Nadaljevali bova se pravi, zdaj bova pa nadaljevali z repelentom, ki ga lahko uporabljamo za prostore, se pravi notranje prostore. Poleg tega pa preden gremo v gozd, oziroma če smo na morju, recimo če smo v šotorih, tam tudi je znano, da nas obišče veliko žuželkic, lahko pošpricamo tudi oblačila z tem repelentom, poleg tega tudi same prostore, vse, kar imamo v prostorih. In preden gremo ven, lahko tudi oblačila in se tako zaščitimo še dodatno. To pa bova delali z destilirano vodo. Dobro. Dodali jo bova nekje 80 ml. Takole, približno. 80 ml destilirane vode, ker se eterična olja nikoli ne mešajo z destilirano vodo, ostanejo na vrhu, si bova midve tokrat pomagale z alkoholom. Aha, se sem vedela.
Si vedela. Da imaš rada alkohol. Hvala. Si bova midve pomagala z alkoholom, približno 10 ml ga dodamo. Dobro. To pa samo zato, da se bojo eterična olja dobro zmešala in strukturirala z samo vodo, ki smo jo pripravili. V to vodo bova zdaj dodali, se pravi, dodali bova 20 kapljic evkaliptusa. Evkaliptus. Točno 20 kapljic. Točno 20 kapljic. Tukaj midve, če se nama zalomi in dodava kakšno kapljico več, Ni v redu. pokaževa gledalcem, kako 2, 3, 4, 5, 6, koliko? 7, 8, 9, 10. Vse ti gre dobro. Koliko jih moraš dati? 11, 12, 23, 25, 11, 13, 16, 18, 19, 20. 30. A si videla, da sem zmogla? Ja, močna si. To se pravi, dodali smo 20 kapljic našega evkaliptusa, Ja. potem bova dodali tudi, kje pa jo imava, 20 kapljic limonske trave. Limonske trave. Tako, 20 kapljic limonske trave, tokrat nimava Prizgalke, oziroma Tako. ljudje lahko kupijo tako eterično olje, da je Na- drugačne. na pumpico. Sami lahko tale trenutek vidite tudi recept, ki se izpiše na televizijskem ekranu. Dejte si ga prepisati, no. Nekam si zapišite te stvari, se pravi 80 ml destilirane vode, 10 ml alkohola, 20 kapljic evkaliptusa, limonske trave, 10 kapljic cedre in 10 kapljic melise. To je naravni repelent za prostore, se pravi v steklenici z brizgalko. In pa kasneje bova izdelali še nekaj drugega, vidim. V glavnem, ti si zdaj to vse noter dala. Zdaj še fali mi melisa in potem sva midve ready, Sva pripravljeni. sva pripravljeni. Ja. Tako. In zdaj imava midve tale repelent, ki ga lahko uporabimo za prostore, hkrati pa tudi za oblačila, preden gremo v naravo. Tudi za klope? Tudi za klope. Mislim, ne za njih, ampak proti njim. Tako, proti njim. No, tole je prvi repelent, ki smo ga mi danes pripravili. Wow, le to kakšni mehurčki. In ti mehurčki se bojo zdaj molekularno združili in nastal bo intenziven repelent, ki ga lahko ekološki, naraven, ki ga lahko uporabljamo v prostorih. Dejansko nekaj dela. Jaz to zdaj nalijem tle noter. Prosim. a ne? Jaz sem znana po svojih izjemnih sposobnosti natančnosti, niti ne, ampak zate se trudim. Hvala lepa. Wow, leto, koliko si to točno izdelala, le? K fabrika. Točno natančno, tako, kot mora biti. K fabrika. A vidiš. Tako da to je naš prvi repelent, hkrati še enkrat poudarim, da je izjemno dober, tudi ker je naraven. A se lahko pošpricam? Lahko se pošpricaš. Moram pa povedati gledalcem in gledalkam, da delamo z izjemno močno intenziteto eteričnih olj, zato je treba biti zelo pazljiv, ker so nekatera eterična olja alergena. Zato bi ta repelent, ki ga delamo z vodo, predvsem uporabljali res prostorno in pa za oblačila, ker bi lahko prišlo v nasprotnem primeru pri občutljivi koži do reakcij. Tale repelent uporabljamo na vsaki, če smo zunaj, na vsako uro do 2. Ga imamo kar sabo in v bistvu poškropimo tudi oblačila z repelentom. Super diši. Tole je prvi repelent. Drugi repelent pa bi pripravile za nanos na kožo. Na kožo. Tako, kot se zavedamo, je zelo pomembno, da uporabljamo ekološka, naravna eterična olja. Gledalcem in gledalkam bi sporočila, da jih naj kupijo v specializiranih trgovinah. Mekarniki. Tako, poleg tega naj bojo previdni, da piše res 100% eterično olje, poleg tega pa tudi izvor, iz kje eterično olje izvira. Tako.
ker v nasprotnem primeru lahko pride do resnih Težav. kožnih reakcij. Takole. V tem repelentu, ki ga pripravljava za kožo, bova pa prav tako uporabili destilirano vodo. Kar dajmo pogledati tale recept, ki je primerjen oziroma pripravljen tudi za vas. Se pravi, to je pa zdaj tista desna stvar, repelent, ki ga nanesemo na kožo. 60 ml destilirane vode je Tanja nalila. Zdaj naliva 10 ml sezamovega olja, lahko tudi kokosovo. Kako se je lepo. Kaj si dala, sezamovo? Sezamovo. Jaz sem danes uporabila sezamovo olje. Sezamovo olje je znano kot lahko olje, kar pomeni, da ne zapira por, ne masti kože, se zelo hitro vpije. Zakaj pa dodamo repelentu sezamovo olje? Dodamo mu pa zato, ker sezamovo olje veže eterična olja nase. In ko jih nanesemo na kožo, ostanejo eterična olja dalj časa na povrhnjici kože, hkrati pa zaščitimo, da ne pride do raznih težav s kožo. Ok, sezamovo olje mava, zdaj pa nadaljujeva z kapljicami. 20 kapljic evkaliptusa, 20 kapljic limonske trave, 10 kapljic melise, 5 kapljic čajevca in 5 kapljic janeža. Takole, super hitro ti je tole šlo, janež je dodan, zdaj bova tole zavrtele. Janež je dodan, moram pa gledalkam in gledalcem povedati, da je janež zaradi svoje vsebine, zaradi svoje kemijske vsebine blagi insekticid. Kdo? Janež, oziroma anis. In ga ponavadi dodajamo, ker odganja pravzaprav, ko gremo v naravo, tudi klope. Hkrati pa opozorim, za vse tiste, ki imajo poškodovano kožo oziroma zelo občutljivo kožo, bi naj janež nadomestijo z sivko. Ker je janež lahko izjemno alergen. Bolj agresiven. Tako, agresiven bi priporočila, da menjajo z sivkico. Tukaj bomo dodale pa še anis oziroma naš janež. In sicer bodite res zelo previdni. Jaz sem ga zdaj dodala izjemno. Se pravi 5 kapljic janeža maksimalno. Maksimalno. Medtem ko za občutljivo kožo naj janeža se doda 1 do 2 kapljice ali pa se ga nadomesti z sivko. Tako. 60 ml destilirane vode, 10 ml sezamovega ali kokosovega olja, 20 kapljic evkaliptusa, 20 kapljic limonske trave, 10 kapljic melise, 5 čajevca in 5 janeža. In jaz tole že mešam. Lej, kako neki mehurčki so se naredili, vidiš? Jasmina, ker pa tukaj nismo uporabili alkohola in se olje in voda ne združujeta skupaj, je potrebno pred vsako uporabo, ko to dodamo v šprico, zelo nežno vsebino premešati. To je brez veze, da jaz mešam. To je brez veze, da ti mešaš, bova dale midve kar v stekleničko. A vidiš, in eterična olja se najprej... No tole, nisi čist fabrško, bo malo še ostalo. Malo bo še ostalo za... Za kasneje. Za kasneje. Čakaj, mogoče pa bo šlo še malo. Malček, lala. In Jasmina se pokaže v svoji obliki. Polivamo. Drži. Sva že itak je to za kožo, tako da lej. Sam zaščitena tako ali drugače. Glede na to, da so naravna eterična olja, ni nobenega problema. In ko nalijemo vso vsebino v flaško, jo potem nežno mešamo in s tem združujemo v bistvu vodo z olji in vsemi ostalimi snovmi. Da se imajo sestavine rade. Odlično, hvala lepa Tanja, s tvojo pomočjo živimo bolj zdravo, bolj ekološko.
pa še prešparamo. Res je, Jasmina. Odlično, hvala lepa za vse tole, kar nam nudiš. In ja, tudi to je obilje. Kaj je obilje? Obilje je naše naravno stanje in prav je, da si privoščimo tisto, kar je vredno, da si in da prihranimo, spoštujemo denar in da ne zapravljamo z tisto, za kar recimo ne rabimo. Danes smo ugotovili, da že zaradi svojega zdravja, kaj šele zaradi planeta, absolutno ne rabite kupovati tistih kemičnih zadev, pa ko vtikate noter vtičnice in ne vem kaj še vse, lahko se rešite na preprost način s preprostimi recepti. Vse to vam je dosegljivo tudi na www.klepetobkavi.si. Spremljate pa nas tudi na Facebooku. V času vseh mojih potovanj bom z vami delila tudi posnetke in modrosti iz povsod, kjerkoli pač že bom. Kje pa bom, pa ne vem še. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetlepo.